Kar 12 različnih invalidskih in humanitarnih organizacij je letos sodelovalo na kulturnem večeru invalidov, še več pa njihovih članov, ki so se izkazali v plesu, pletju, recitiranju, videli pa smo tudi nekaj zanimivih dramskih prizorov ter slišali odličen klavirski recital. Že 8. kulturni večer invalidov organiziramo letos res z tematiko, prepletamo kulturo in šport. Smo zelo ponosni, da lahko v našem Mariboru, v Svetu invalidov Mestne občine Maribor zagotovimo, da vedno več kulturno-umetniških skupin iz različnih invalidskih humanitarnih organizacij se pridruži temu večeru in pokaže svoje kulturno-umetniško izražanje. V Kazinski dvorani, v kateri se je trlo gledalcev, se je razvrstilo 22 umetniških točk, v kateri so umetniki izkazali tudi navdušenje nad športom in navijanjem in ter izreden ples članic Društva gluhih in naglušnih Maribor. Imamo kavbojski ples, smo tako organizirani. Z začetkom, ko smo nastopali, je bilo tako, kar težko, ampak je šlo. Pa tudi sicer nastopate, imate skupino ali je to samo zdaj za enkrat? Imamo skupino, ja, svojo prav, ja, tudi. Med nastopajočimi so bili tudi plesalci Dunajskega valčka iz Društva Sonček, ki plešejo že več let, obenem pa so z drugimi predstavami nastopali po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Plešemo že 2 leti skoraj. Pa ni bilo, je bilo malo naporno, ampak ni bilo tako festno. Ampak če to delaš z veseljem, pravim, da je še bolj vredno to potem. Bila sva v igri Razstava src, kjer smo gostovali po celi Sloveniji, bom rekel, ampak najbolj naporno je bilo pa pot v Beograd in pa potem nazaj. Tako da, drugače pa je kar zanimivo. Udejstvovanje invalidov v kulturi ne pomeni samo možnosti izražanja in razvijanja talentov, ampak tudi aktivno vključevanje v družbo in opozarjanje na njihove težave. Če že lahko izpostavim, je tukaj Društvo Sonček, ki je že pred leti organiziralo tako imenovano gledališko predstavo Razstava src. To je res ena taka umetniško delo, ki da vsakemu udeležencu, vsakemu obiskovalcu te gledališke igre tudi zelo, zelo globok razmislek, kaj pomeni invalidnost za nas in kaj to pomeni, kadar se te vloge obrnejo. Vedno znova opozarjamo, kakšne ovire srečujemo, s katerimi ovirami se srečujemo invalidi. Tokrat pa so te vloge obrnjene v tej gledališki igri. Svet invalidov že vrsto let opozarja tudi na to, da naj bodo kulturne ustanove bolj dostopne za invalide. Velja tako za odpravljanje gibalnih, slušnih kot tudi vidnih ovir. Zadnja leta opažajo, da se težave pri obiskih kulturnih ustanov postopno izboljšujejo.